Spoštovani gospod Pahor, ne bomo se odzvali vašemu vabilu na sprejem ob mednarodnem dnevu hendikepiranih. Preprosto ne zmoremo več prisostvovati na taki farsi, ki se za nas znova in znova uprizarja vsako leto. Kjer se pije in je, rokuje, hinavsko nasmiha in dobrika. Komu le na čast? Povejte. Ali morda tistim, ki so pri 30 letih primorani živeti v domu za ostarele? Tistim, ki so morda si upali upreti despotskim invalidskim organizacijam in so sedaj izključeni, potisnjeni na rob? Ali pa tistim, ki so v strahu šikanirani, da ne bi izgubili še tistih par storitev, ki jih dobijo od svojih društev in vedo, da se nimajo na koga obrniti po pomoč, ker pristojne institucije preprosto odpovejo. Morda tistim, ki še vedno upajo, da bo osebna asistenca postajala zakonska pravica, medtem ko se njihovo življenje izteka? Ali pa tistim, ki delajo 8 ur, ampak imajo invalidski status, s katerim jim je pridobitno delo onemogočeno in dobijo takšno nagrado, da si lahko le kupijo čokolado in nič več. Od vas poslušamo z leta v leto leporečenje in nekakšne zaveze, ki se pa v praksi nikoli ne uresničijo, se ne udejanijo. Sklicevanje na konvencijo OZN o pravicah invalidov je res zelo prikladno za vsak govor, ne? A še po 6 letih od njene ratifikacije praktično še noben člen ni v celoti izpolnjen. Višek absurda pa je socialrealistični govor samooklicanega multifunkcionarja Borisa Šuštaršiča, ki mu dovoljujete besedo. S tem mu podeljujete moč, do katere nima pravice. Drugim pa tako odvzemate integriteto in dostojanstvo. On pljuva po Računskem sodišču, Komisiji za preprečevanje korupcije in drugih institucijah. Samo zato, ker so si drznili morda pregledati njegove posle invalidskih organizacij in seveda sprivatizirane fundacije za financiranje invalidskih humanitarnih organizacij. To je njegovo področje. Tukaj nihče ne sme vstopati. Tudi vlada ne. Ne Računsko sodišče, ne KPK, zakoni za invalide pač ne veljajo. Halo, gospod Pahor, a živimo v isti državi, na istem planetu, se razumemo, da je kaj takega za predsednika republike nedopustno. Vi mu pa ob tem ploskate. Tako imenovana invalidska mafija, ki razpolaga sredstvi FIHO, govorimo na letni ravni med 16 in 20 milijoni evrov, ima svoje roke skoraj vseh pomembnejših institucijah z tega področja. In tako se seveda nihče ne gane. Od nikogar ni pristojnost FIHO, da kaj naredi, da o tem spregovori. Cenine FIHO se izplačujejo več tisočih evrih. A za uporabnike seveda nikoli ni denarja oziroma vedno ga je premalo. Hkrati pa si gospodje tudi rezervirajo na banki na primer 7 milijonov evrov, ki jih ne razvijo, čeprav je tako dejanje povsem nezakonito. Torej 7 milijonov na banki in ne za tiste, ki so upravičeni. In to naj bi bil naš predsednik republike, ki si zasluži čast in spoštovanje, gospod Pahor. Ko pa nimate niti toliko poguma, da bi enkrat za vselej prekinili s korupcijo in kolizijo interesov, zgolj pridigate politično korektnost in obračate glavo stran. Predsednik
z avtoriteto in integriteto. Kaj še? Vam je očitno pomemben le videz in navidezno. Lestvica priljubljenosti in popularnosti. Saj vem, da te besede ne bojo nič premaknile. Čez 2 dni bodo že pozabljene. In vi si boste rekli, spet ta Pečarička, so what, kaj pravi, a ne? No, ampak 3. december ni samo mednarodni dan hendikepiranih, ampak tudi Prešernov rojstni dan. Bomo zaključili to pridigo vseeno malo bolj v slogu poezije. Dolgost življenja našega je kratka, zato verjeti tistemu, ki ne prepozna, kaj v življenju vredno je in kaj ni. Kdor ve in nič ne naredi, sokriv je za zločin, ki se zgodi. Pa uživajte v pitju in hranjenju.